Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v novi oddaji Reflektor. Družbena omrežja so danes prepolna vsebin. Vsak ustvarjalec v digitalnem svetu pušča svoj pečat, oblikuje skupnost in odpira teme, ki se dotikajo najrazličnejših področji naših življenj. Nekateri profili zabavajo, drugi izobražujejo, tretji nas navdihujejo. Na TikToku med ustvarjalci pa izstopa tudi 19-letna Neža Zupanič, ki poleg lahkotnih in sproščenih vsebin odkrito govori o veri in nebeškem očetu. Kaj pa jo je spodbudilo, da svojo duhovno pot deli s svojimi sledilci? In še več bomo izvedeli v tokratni oddaji Reflektor. Neža, lepo pozdravljena med nami. Dober dan. Zdaj za začetek, kako bi opisala svoje otroštvo in kakšno vlogo je imela vera pri tvojem odraščanju? Jaz sem bila iz take družine, da smo skozi bili povezani z vero. Imam tudi brata, ki ima posebne potrebe in smo zaradi njega tudi ful prehodili sveta in teh romarskih mest. Tako da je bila vera res skozi vključena vame, skozi sem pač verjela, valjda verouk, vse to. Hodila sem tudi na osnovno šolo katoliško. In tudi med počitnicami sem pač skozi hodila po duhovnih vajah in po teh taborih, tako da sem bila res povezana z vero, sam nisem pa dejansko vedela, v kaj verujem. Pač to je bilo okej, starši so verni, družina je verna, pač bom tudi jaz, pač si nekako šel v to. Ampak sem bila verna pač samo zato, da sem bila, pa da smo imeli te običaje po mojem. Bi rekla, da si bila tradicionalno verna. Tako je. Tako, ja. Ja. Kako se je pa to čez leti spreminjalo? Mislim, v osnovni šoli sem isto bila še tako ful v veri in sem res mislila, da je to pač kar verujem in da je moj odnos z Bogom res top. Pa sem prišla v srednjo šolo, v mesto in se mi zdi, da sem takrat malo izgubila tega stika z Bogom in tudi pol, ko sem začela na socialna omrežja objavljati, sem pač postopoma se je zmanjševal moj odnos z Bogom in moj trud glede vere, da sem imela sploh ta odnos, zaradi tega, ker sem bila dobro, pač se mi gre itak vse v redu, pač ne rabim Boga, pa se je to drastično spremenilo, ker sem jaz ugotovila, da pač sama ne bom preživela in sama ne morem iti čez to življenje. Kdaj bi pa rekla, da si prvič začutila tisto ta globjo povezanost z Bogom? A je bil to kakšen poseben trenutek? Ja, je bila glih obletnica tega, 14. februarja. Je bilo 1 leto nazaj, ko je bil začetek posta, se pravi bila popelnica in jaz sem šla k študentski maši, ker je bilo valentinovo glih na sredo. In takrat sem bila tako res izgubljena. Mislim, nisem čutila te povezanosti z Bogom in sem mislila, da pač je nekako pozabil name, čeprav pač logično, da ni. In sem pač sama šla k študentski maši, itak nisem imela dejta in pol, ko so mi ta pepel pač usul na glavo, jaz ne vem, kaj se je meni zgodilo, ampak sam tako dobesedno sem samo tako lahko vdihala in izdihala globoko in kot da bi se mi nek kamen odvalil v srca. Ne vem, začela sem se jokati, nisem se mogla nehati jokati, potem se je še ena punca poleg mene jokala, ki je videla, da se jaz jokam in pač je bilo ful čustveno, ne vem, kaj se je zgodilo, še zdaj ne, ampak to je bilo po mojem, pač takrat sem res začutila, ker sem rekla, Bog pač, če si tukaj ob meni, mi daj zdaj nek, ne vem, znak ali nekako mi pokaž, da pač nisi pozabil name in pol, da se je to zgodilo glih takrat, sem bila samo pač, wow, Bog je res ob meni in Bog pač res obstaja in sem takrat res čutila to njegovo navzočnost. In kako bi opisala ta trenutek? Kako si se takrat počutila? Počutila sem se dobesedno svobodno, pač tako res, mislim, prej nisem čutila, kakor da bi bila, ne vem, nekako tako, kako se temu reče, kakor da bi bila, ne vem, v lisicah ali karkoli, pač da ne bi bila svobodna, ampak pol potem, ko sem se jaz začela jokati, ko sem dejansko res lahko globoko vdihala in izdihala, je kakor da bi vsa ta, ne vem, ali živčnost ali anksioznost ali karkoli sem imela, pač da bi šlo stran in da
je res pač počutila sem se, kakor da ne vem, me on objema in da sem v njegovem objemu se res lahko sprostila. Tako ne morem drugače razložiti. Krasno. Ja, In to je bilo zdaj 1 leto nazaj, 14. Tako je. Tako. ja. Kolikor sem pa izvedela, si študentka, opravljaš študentsko delo in ustvarjaš tudi vsebine na družbenih omrežjih. Zanima me, kako poteka en tvoj običajen dan? Običajen dan izgleda tako, da ali imam že takoj zjutraj snemanje, ali imam pa pač faks. In po faksu grem domov in ali imam še kakšno snemanje, ali grem domov, grem v fitness in potem doma ali naredim pač, ne vem, karkoli, ali editam stvari, ali grem s kolegi ven, ali pa pač grem delat. Večino vikendov pa izgleda tako, da delam od jutra do večera. Torej, Prek študiraš, študentska. delaš, Ja. pa še snemaš. Krasno. Jaz mislim, da nas vse zanima, kdaj in zakaj si se prav odločila, da boš aktivno ustvarjala na družbenih omrežjih. Se je to zgodilo čisto spontano, z enim posnetkom, ali pa si to načrtovala že nekaj let? Jaz sem bila skozi unika, me poznajo iz osnovne šole že. Sem skozi hotla, sem skozi objavljala, skozi sem snemala, ampak to pač za moje prijatelje. Pa sem pa v 2. letniku sva s kolegico, oziroma pač sošolko, za hec objavili en video na TikTok in je pač full blow up, full je ogledov dobil. In sem bila wow, ok, a ne. In pa so pač še enega objavili in je tudi dobil full ogledov. In pa sem bila pač, zakaj ne nadaljujem to, ker itak je bil takrat najin moto YOLO, a ne, pač you only live once. In zaradi tega pol nekako nisem nehala, ker so mi še rekli od Neža, kaj se brukaš, in sem pač ne brukam se. Če vi vidite to kakor bruko, pač je to vaš problem. Jaz pač ne vidim tega kakor bruko in sem pač pa nadaljevala s tem, da sem vsak dan objavila en video in pol sem začela dobivati followerje in smo, kjer smo. Ja. Torej, najprej ti si odločilen video je bil torej na TikToku ali na Instagramu? Aha, Na TikToku. na TikToku. Krasno. Kaj pa je bil? En trend je bil, da kao si posnel, da ne vem, toliko malo manjka, da kao temu svojemu krašu napišeš všeč si mi in pač je nek sam bil zadnji. In pač so to posneli Ja. in so objavili. Pač ful je smešno, tako kar nek video, ampak ja, je ful lajkov dobil in ogledov. Kaj pa zate pomeni, saj s prvim videom si že dokazala, da znaš biti pristna na družbenih omrežjih, ampak kaj zate to pomeni biti pristen in ali še to sploh obstaja? Ali imaš kakega vzornika? To je zelo težko vprašanje, ampak se mi zdi, da ja, da pristnost še obstaja, samo da so res redki ljudje ki so dejansko pristni. Večina ljudi pa samo zelo dobro laže oziroma se pretvarja, da so in jim pač ljudje verjamejo. Jaz sem mislila, da preden sem bila na teh eventih s temi influencerji, da pač je večina slovenskih influencerjev pač pristnih in da res objavljajo to, kar pač so, ampak pa, ki jih vidiš v živo, so pač čisto nekaj drugega, kar se predstavljajo. In jaz sem si pač rekla že na začetku, ko sem začela dobivati te brandile in ko sem začela res bolj objavljati, bolj profesionalno, ne samo zaradi heca, da pač takrat, ko sem jaz začela lagati ali pa da ne vem, začela neke produkte uporabljati samo zaradi tega, da dobim plačan, pač takrat neham. In sem res vesela in ponosna sama nase, da raj ne dobim denarja, kakor pa da bi lagala sebi in svojim sledilcem. In verjamem, da pač obstajajo tudi taki influencerji oziroma tiktokerji, ki to še zmeraj delajo. Meni se zdi, da pač mi je največji vzornik na slovenski sceni glede tega, mi je Lucija Vrankar, ker pač ona res je pač carka, res pristno vse pove. In mi je res pač to posebej in tudi, ko sem jo v živo spoznala, je bila toliko v redu, ker to je zdaj toliko malokrat, ker pač jih ta slaba vse, ne vem, kaj se zgodi z njimi, ampak mislijo, da so ne vem kaj. In mislim, da je tudi meni pomagalo, da pač jaz nisem taka, dejansko Vera in Jezus, ker pač, če ne bi bilo njega, ki pač moraš biti ponižan, a ne? Ne vem, saj jaz tako gledam, da pač kristjani nekako nas uči svetopismo to, da pač smo ponižni. Če jaz ne bi bila tako, oziroma se ne bi trudila biti ponižna,
po mojem bi se mi že zmešalo od vsega tega. Tako da, ja. Torej, misliš, da je Bog kriv, da si ponižna in da te Ja. ni odpeljalo v višave? Tako je, da sem še zmeraj prizemljena. Ja. Zdaj pa, če se malo navežem še na družbena omrežja. Kako si prišla do same ideje, da boš pričevala o svoji veri, torej na TikToku odprto govorila o veri, o svojih izkušnjah, o svoji zgodbi? In ali si pri tem na začetku imela kakšne pomisleke in si se pač bala odzivov drugih? Ja, jaz sem, ko sem imela ful težko obdobje v mojem življenju, oziroma zdaj, ki gledam za nazaj, pač ni bilo težko, a ne? Ampak sem se nekako smila samo sebi. Sem pač takrat jaz začela ful brati Sveto pismo in ful začela spremljati te influencerje, ki so bili istoverni. Res je, da jih je bila pač večina ameriških, ker na slovenski sceni tega sploh ni bilo. In pol sem pač v Svetem pismu prebrala tako tiste odlomke, ki so tako, če pač svet sovraži vas, a ne, se spomnite, da je mene sovražil prvo. Ali pa da smo pač mi poklicani kristjani dejansko, da oznanjamo njega, na kakršenkoli način je nam najbližji. In sem jaz na socialnih omrežjih objavljam dobesedno kar nekaj, pač nobenega poslanstva nimam, a ne. Zakaj ne bi te svoje platforme, ki pač lahko zelo veliko ljudi doseže, uporabila za to, da pač pričujemo o Jezusu. In potem sem začela to objavljati. In ja, zelo me je bilo strah na začetku, ker sem že tako dobivala full hate komentarjev in sem to bo zdaj pač sam dodal temu. Ampak pol sem res full molila, in pol, ko sem objavila prvi video, je bilo tako po mojem 10% samo slabih komentarjev. 90% je bilo toliko pozitivnih in da hvala Bogu, da pač imamo končno tudi ta content v Sloveniji in vse to, in pač me je to pol motiviralo, da nadaljujem s tem. In res je, da sem vmes imela pač obdobja, ko ne vem, sem ful objavljala o veri ali pa pač sem manj objavljala o veri. Ampak mislim, da me zdaj vsi, ki me poznajo, pač vejo, da imam rada Jezusa in da pač rada govorim o tem. In mi je to zelo pomembno, da pač me s tem povezujejo, kakor pa da bi me povezovali s karkoli drugim. A misliš, da zato, ker si kristjanka, so se ti katera vrata zaprla? Ja, kar veliko. Ali pa sem si jih tudi jaz sama zaprla, ker pač nisem hotela sodelovati s kakšnimi stvarmi ali pa se družiti s kakšnimi ljudmi takimi. Zelo veliko teh dealov je tako, da ti oni pošljejo pač, ne vem, v videu vključi to pa to, ali pa ne vem, tega pa tega ne sme biti v videu. In sem imela ful takih dealov, da so mi prvo napisali, da bi bili ful zainteresirani, da vejo, kakšen content imam in da pač bi bili ful zainteresirani, da sem jim ful všeč. In pol so v ta Word, ki so mi poslali, kaj mora biti vključen pa kaj ne, so mi napisali, ne smeš pač govoriti o veri, ne smeš imeti nič vključenega, ne smeš imeti križa, ne smeš pač karkoli od tega imeti. In pol nam lahko pač pošlješ in pač objaviš. In sem ne. Jaz si križa iz svojega vratu, ki ga imam skozi gor, ne bom dala dol sam zaradi vas, samo zaradi tega, da bom TikTok objavila, ki bo pač mogoče, ne vem, dobil 1000 lajkov in da bom jaz dobila, ne vem, minimalno denarja, pač sem ne bom tega delala, ne, pač Jezus mi več pomeni kakor neko finančno sredstvo, ker pač si pa pač ne bom neki prvošla, ne, šment. In se je ful veliko teh, mislim, sem jim tudi jaz nekako sama rekla ne, in sem ponosna na se, da sem pač rekla ne in da sem se postavila nekako zase. Sem pa tudi videla, da zelo veliko ljudi se neha s tabo družiti, ker imaš ti druge prioritete kakor oni. Ker pač sem isto videla, da sem ful prijateljev izgubila, zdaj tako, čez poletje so kar tako zginili in mislim, prej so tudi kakšni šli, ampak zdaj pa, ker sem res začela objavljati s tem, oziroma ker me vsi povezujejo z vero, so pač tudi oni šli stran, ker imajo druge pač prioritete kakor jaz in sem pač si nismo namenjeni, ne vem. Tako da ja, se ful vidi to.
Ampak vljudno poveš in odgovoriš na Ja. mail, da tega ne boš in sprejmejo in to je to. Tako je. Torej, vljudno zaključiš, a ne? Ja. A bi rekla, da družbena omrežja mlade oddaljujejo od duhovnosti in vere in Boga? Ali jih približujejo? Zdaj tvoj profil jih verjetno približuje. Se najdete skupni? Ja, se. Mene je TikTok povezal s toliko različnimi ljudmi. Ne vem, že ko sem začela sploh objavljati o veri, me je kontaktiral en iz Maribora in pač, čeprav je protestant, a ne, mu je bilo ful všeč moj content in mi je tudi on nekako pomagal, mi še zdaj pomaga, da skozi, ko sem pač v dvomih, me skozi nagovori z neko božjo besedo in sem kako lahko sem tako bum, to izustaš, ampak okej. Pol, ne vem, sem imela možnost, da sem spoznala Živo Dobrovoljc pa Brino na malo bolj osebnem. Pol na katoliški mladini sem zdaj bolj povezana in sem bolj vključena noter. In mislim, da pač socialna omrežja, kakor je groznih stvari gor in ne verskih, je tudi zelo velik porast teh verskih vsebin. In se mi zdi, da glede na to, da smo pač res mladi najbolj na socialnih omrežjih, ker pač to mi noben ne more rekel, da nismo, ker pač smo vsi odvisni od tega, je dobro, da obstajajo take platforme in da so take vsebine gor. Res je, da v Sloveniji še ni toliko tega, oziroma zdaj, hvala Bogu, zaradi takih vsebin, kakor je to, je tudi to porast. Ampak ja, mislim, da približuje, zaradi tega, ker sem naletela na, ne vem, kje sem videla, po mojem na TikToku, da je mogoče si ti edino svetopismo, ki ga bo človek prebral. Mogoče si ti edini kristjan, ki ga bo človek spoznal. In pač se mi zdi pomembno, da nas ni strah, da objavljamo in da pričujemo o Jezusu, ker pač dejansko smo lahko mi mogoče edini stik, ki ga imajo oni z vero, in da jim pokažemo, da pač vera je nekaj lepega in da ti pomaga in da pač nas res ni strah oznanjevati Jezusa. Si mogla biti pogumna, da si objavila recimo prvi video o Bogu, o veri, v svoji zgodbi. Torej, ta navdih te je mogel voditi čez to. Ja, mene je pač, jaz če ne bi imela Jezusa ob svoji strani, pa če ne bi takrat prepustila Svetemu Duhu, da pač on govori čez mene, jaz ne vem, če bi tako dober TikTok sploh bil, da bi pač dobil tak dober odziv, da bi to dejansko dobro govorila. In jaz tudi mislim, da ne bi zdržala tega pritiska in živčnosti, ampak sem pač res vse prepustila in pač bo, ker ima Jezus svoj načrt zame. Verjetno čutiš veliko odgovornost do svojih sledilcev. Kako ravnaš pa, ko pride do kakšnih občutljivih tem? Ja, to je zelo dobro vprašanje, ker me ful sprašujejo, še posebej, ne vem, pod temi verskimi vsebinami, kaj si mislim o tem pa tem pa tem. In pač moram res še delati na tem, ker ne vem, če je moje mnenje pravo, kakor pač, ker sem kristjanka, a ne, imam še zmeraj tako v glavi, mi moramo imeti neko mnenje, ki ga ima večina kristjanov, a ne, in pač, če imaš ti drugačno mnenje, pa nisi dober kristjan, čeprav pač to ni res, a ne, vsak malo svoje mnenje. Ampak me je ful strah, da bo moje mnenje narobno in da pač pol, ki bom to rekla, me bodo sam še bolj obsojali. Zato se teh zelo takih čustvenih tem, oziroma ki so lahko zelo kontroverzne, se zelo izogibam. Čeprav mogoče kdaj bi bilo boljše, da bi pač povedala, kakor pa da bi se izmikala. Ampak res, ne vem, raj počakam, da se jaz dovolj ozaveščam o neki temi in da dovolj raziščem neko temo in da imam jaz tudi neke odgovore, da pol res lahko svoje mnenje nekako oblikujem, da dejansko imam tudi fakte ozadij, ki pač podpirajo to moje mnenje, da me noben pol ne more, ja, to pa ni res, ker pač jim pa lahko dokažem. Ne vem, tako ful me je strah po eni strani, ampak po drugi strani pa ja, čutim to dolžnost, da pač tudi o tem govorim. Čeprav ne toliko pogosto, to moram res poboljšati. Kako se počutiš pa, da si tako mlada, pa pričuješ in da te spremlja
toliko ljudi. To je res ena odgovornost, a ne? Ja, to je res. Lih tako prejšnji sem se pogovarjala s kolegico, da se pač te številke, ko sem jaz že toliko časa na teh socialnih omrežjih, so nam številke samo pač številke. Ampak pa, ko se ti zamisliš, koliko je dejansko 20.000 ljudi, si samo to je res veliko, to je pač res ogromno in da toliko ljudi pač spremlja mene, sem samo jaz moram res paziti, kaj govorim gor in kaj objavljam in to, ampak samo lih tukaj se pa zgubi ta pristnost, a ne. Pač, in mi je bolj, da nekako pozabim, koliko imam sledilcev in vsega tega, da pa res objavljam to, kar sem jaz in da me ne zanima, koliko bo zdaj dobilo lajkov, koliko bo zdaj dobilo gledov, ker vmes sem se zgubila zaradi tega. In ja, čutim odgovornost pa res do sledilcev zaradi tega, da jim res resnico dam, da tudi, ne vem, že pri teh brand dealih, da res, če jaz ne bi uporabljala teh izdelkov, tudi njim ne dajem ja, uporabite mojo kodo. In pol isto glede vere, pač, če jaz nekaj čutim, da jim moram povedati, jim res povem, a ne. Tudi če je mene strah, dam to na stran, ker pač res čutim to, da sem poklicana, da pač oznanjam Jezusa, da oznanjam Jezusa, slovenščina, da oznanjam Jezusa pač na socialnih omrežjih, prek mojega profila, ker pač imam nek rič in zakaj ne bi izkoristila to. Kako se pa odzoveš na slabe komentarje? A odgovarjaš, pustiš stati? Ja. In žaljivi, slabi ali pa žaljivi je mogoče malo razlika. Ja. Na začetku me je ful prizadel tudi najmanjši ta hate komentar, ampak se mi zdi, da tukaj, kakor sem jaz sigurna, zdaj s časoma postala v veri, ker pač res vem, da mi Jezus skozi stoji ob strani, me res to ne gane več. Še posebej, če so ti komentarji pod temi verskimi vsebinami, ker sem pač, jaz sem povedala svoje, če si ti zaradi tega užaljen, pač lahko sam scrollaš naprej. Ne vem, res me ne prizadene več toliko, mogoče me kakšen, pa to je tudi kakšno imam jaz, pač kako se jaz počutim lih dan, ko to preberem, a ne, ampak res zdaj zadnje čase se me ne dotakne noben komentar več in ja, kdaj odgovorim, kdaj je boljš, da sam pač pusti stati, da oni vidijo, da pač ne dobijo nobenega odziva in da bodo tudi oni nehali, ker je večinokrat tako, da pač komentirajo samo zato, da dobijo neko pozornost nazaj, a ne. Ampak ja, kakšne komentarje pa brišem, če so res taki. Zdaj sem pa zadnje čase, ker se mi pa res ni dal več obadati, ne da bi me prizadela, ampak ni se mi dal več obadati s temi ljudmi, sem pa začela pač blokati, ker jaz nimam nič od tega in pač tebi, ne vem, bom polepšala dan, če ne boš gledal mojih vsebin ali nekaj, in pač sem jih začela blokati in je tudi zdaj to nekako boljš postalo, da tudi nimam več toliko hate komentarjev. Zdaj pa lepše vprašanje, kaj pa prijateljstva preko TikToka? Si koga spoznala ali šla v kakšno debato ali ti je katera sledilka dala kakšen odgovor na kakšno duhovno vprašanje? Ja, to sem zelo vesela, da mi res pol pišejo ljudje, ali da me podprejo, ali da imajo oni kakšno vprašanje, pa če bi jim jaz znala pomagati. In sem res spoznala toliko enih zelo lepih in dobrih ljudi na teh socialnih omrežjih, zaradi tega, ker sem začela objavljati glede vere, da sem toliko vesela, ker pač se mi zdi, da se tako pol širi naprej, da so tudi oni videli, da jih ni treba biti strah, da sem jim dala nek pogum, oziroma da jim je Jezus dal nek pogum čez mene. In to sem videla, pač prvo mi niso toliko pisali glede tega, ali pa da so mi, ne vem, kaj me vprašali, ali pa karkoli, ampak pol od Stične mladih, tako 2 leti nazaj, 1 leto nazaj, tam me je ful ljudi začelo ustavljati in me je to res motiviralo, ker so mi res ful pozitivnih komentarjev dali. In pol so mi začeli še tako na socialna omrežja pisati. In ne vem, res zdaj sem razmišljala, da pač bi res organizirala
tako, da bi se, ne vem, na spar dobili, pa da bi tako pa sami med sabo se začeli podpirati, ker se mi res zdi, da pač vernik ne more biti sama, ne more biti v neki skupnosti. In jaz sem imela ful težave s tem, da pač se nisem našla v nobeni skupini, še posebej v župniji ne. In sem bila pač skozi zase. In da bi jaz zdaj lahko dala nekomu pač svoj čas in da bi naredila neko skupnost, ki tudi mogoče nekdo drug rab, se mi zdi tako zelo dobra ideja, tako da mogoče bo prišlo tudi do tega, upam. Tako da ja, se mi res zdi fajn, ker ne vem, imajo ful dobra vprašanja te mladi in jim noben noče odgovoriti ali pa jim odgovorijo po stari logiki, ki pač ni... Zakomplicirano, Ja, morda. Ali pa ne upajo mogoče mladi dostopati do duhovnika, Ja, pa ga vprašati. In točno lažje tako. sebi podobnemu vprašajo, ali Ja. pa da so približno enako stari, a ne, da dobijo Tako potem je. taki odgovor. Tako je, ja. Pa lih to se mi zdi, da pač jaz sem toliko duhovnikov spoznala, ki so res pametni, ampak li zaradi tega, ker so tako pametni, so pol pač te izraze ali pa karkoli uporabljali, ker se mi zdi, da jih mi mladi ne poznamo več toliko in sploh ne vemo, kaj ti izrazi pomenijo. In pol, da lahko, ne vem, mi mladi, že ne vem, pri katoliški mladini ali pa ko beremo te članke v, ne vem, revijah ali pa karkoli, da smo mi mladi si lahko z bližjimi besedami in da si lahko pač mi mladi pomagamo tako med sabo, da smo si tam zase, mi je to ful dobro, da pač mladi nismo več tih in da oznanjamo in da je res skupnost raste. No, ideja v skupnosti ostaja. Me pa zanima, kako mladi danes dojamejo, kako ti gledaš, kako oni dojamejo duhovnost in vero. Ima vera pri mladih še prostor? Zdaj imaš vseeno neko bazo ljudi, zdaj se mi zdi, da si se ti kar, mogoče si postavila ozko sit, oziroma te spremljajo mogoče več kristjanov, kot pa ne. Ali pa obratno. Ampak me res zanima, kako ti gledaš na mlade in vero. Meni se zdi, da vera med mladimi raste. Pač to me noben ne more prepričati drugače, ker sem tudi, ne vem, vidim pri mojih kolegih kakšnih, da so bili res čisto izgubljeni, bili so verni lih toliko, da so rekli, ja, imam sveti krst narejen. In zdaj so res vzpostavili ta odnos z Bogom in so res tudi pol sebe našli, tudi njihove življenja se jim pač pol dejansko poboljšali. In se mi zdi, da res zaradi, ne vem, po mojem tudi zaradi teh socialnih omrežij, vera pač raste pri mladih. Je pa res, da jih veliko ne ve, kaj je dejansko pomen vere in kaj morajo oni tudi narediti za vero, ker se mi zdi, da socialna omrežja, kakor so v redu, zaradi tega, da se širi vera, tudi nekako predstavljajo, da smo kristjani pač še zmeraj, ne vem, to sodobno krščanstvo, da moramo sprejeti vse, da pač jim nič slabega ne smemo reči, da Jezus pač te ljubi takšnega, kakor si pač. Ne, Jezus te ljubi takega, kakor te je on naredil, a ne, ti moraš delati na tem, da prideš do te točke, kakor te je on naredil, kakor je on hotel, da ti hodiš po tem svetu. In se mi zdi, da pač ta lukewarm Christians je pač zdaj ful popularno in da še zmeraj mladi, kakor govorijo, da so verni, živijo za svet in ne za Jezusa. Kar je pa pač ful velika razlika. To sem bila tudi jaz ful časa, še posebej pač, ko sem bila tako v začetek najstništva, ko sem se mogla malo razdivjati, oziroma sem pač mogla tudi malo poskušati te slabe stvari. Ne vem, jaz sem hodila na žurke in pol sem v soboto zjutraj pač prišla direkt iz žurke domov, spala 2 uri in pač šla k maši. In pač sem mislila, da je to cool, ker sem še zmeraj šla k maši. Pač ni. Mislim, pač ful se ne zavedajo mladi, da vse, kar oni počnejo, kar pijejo, kar jejo, kaj poslušajo, kaj gledajo, vse to škoduje njim in pač jih dejansko omejuje, da imajo oni dober odnos z Bogom in se pač res tega ne zavedajo. Če pa komu to rečem, so pa vsi tako, ne, sam ti ne znaš uživati. Samo raj ne bi uživala, kakor pač da bi uživala tako. Ker jaz vem, kako je, ko hodiš na zabave, pa ko si pijen,
ampak vem tudi, koliko boljše je to, ker namesto v petek zvečer, namesto da greš na žurko v klub, si vzameš čas in odpreš svetopismo in pač bereš, pač to ti da dejanski mir. In se mi zdi, da ja, da mladi, kakor so verni, niso tako verni, kakor jih bo pa rešilo na koncu, da bodo šli v nebesa. Tako. Zanimivo. Danes tudi ti si se, a ne, in veliko mladih se še ukvarja z velikimi pritiski. Strmijo k perfekcionizmu, primerjajo se, potrebujejo potrebo po potrditvi. Kako si se sama naučila skozi to TikTok obdobje, bi lahko rekla, morda, spopadati s tem? Ker na družbenih omrežjih strmimo k perfekcionizmu. Ne? Instagram, recimo, čisti perfekcionizem, a ne? Ja, to je čisto res. Zaradi tega tudi jaz sama sem si sama rekla, jaz se bom pač objavljala tudi, ne vem, ker nimam make-upa, tudi ker izgledam grozen, ker pač ljudje morajo videti, da nismo vsi perfektni skozi. Jaz sem imela ful težave s tem, da še posebej med korono, ko je bil porast socialnih omrežij, a ne, ker smo bili tako vsi skozi na telefonih, ker nismo imeli drugega za delati, se je moja samopodoba zelo, zelo poslabšala. Jaz sem bila insecure glede vsega na meni in pol sem dejansko, pač zdaj sem tako, en teden nazaj, sem se tako zavedala, da s tem, ko sem dejansko začela biti verna in ko sem zdaj spostavila ta odnos z Bogom, da sem se dejansko spoznala tudi čez njegove oči in da sem lepa, kakor me je on ustvaril. In zdaj, ko gledam, pač, če me kdo vpraša, zakaj glede česa sem insecure, dejansko nisem zaradi pač nič več. Mogoče imam kakšne pomanjkljivosti, kar pač jih ima logično vsak človek, ampak te pomanjkljivosti so z razlogom in pač se ljudje moramo tega zavedati, da pač vse, kar smo in vse, kar imamo, je v neko prid, ne, pač nam in svetu. In če se ti tega zavedaš, da pač nisi perfekten, ampak da se sprejmeš takega, kakor si, se pravi neperfektnega, bo tvoj life toliko lepši in toliko boš lahko drugim bolj pomagal, kakor pa če si boš ne vem kaj šel popravljati, pa ne vem, gledal na kile, pa gledal na postavo, bolj kakor bi mogel gledati pač na notranjost, se pač ljudje čisto izgubijo v tem svetu. In to ful vidim pri mladih in pač zaradi tega jim tudi jaz hočem pokazati, da pač to, da si perfekt, nisi perfekt. Ker pač to, da ti nisi perfekt, da nisi popoln, ampak da se sprejmeš takega, da nisi popoln, to je kar pač je cel point našega življenja. Da pač sprejmemo pomanjkljivosti sebe in pomanjkljivosti drugega. To nas pač uči Jezus. In ko ti to se zaveš, ko ti to sprejmeš, da pač te je Jezus ustvaril takega z razlogom, dobesedno, ker jaz sem se skozi spraševala pač, Jezus, zakaj si mi to v to dal, zakaj sem taka pa taka. Ampak, če ne bi bila taka pa taka, pol ne bi mogla ljudem pomagati, pol pač ne bi mogla biti, ne vem, tukaj zdaj, a ne. Vse pride v neki prav in pač ljudje se morajo sam tega zavedati, ampak to pa da pride s časoma. Bolj, ko si, mlajši, ko si, logično je, da se primerjaš z drugimi, ker se iščeš in zdaj, hvala Bogu, sem jaz že čez to obdobje in sem se pač sprejela in lahko nadaljujem zdaj veselo naprej. Verjetno si veliko na družbenih omrežjih, ne? Sej mladi smo. Kaj pa, ko scrollaš pač po profilih, ki so današnji perfekt sveta, a ne? A greš sam naprej ali se za trenutek ustaviš, pa se zamisliš? Ali pa si tako naprej, da kar greš in furaš svoje? Ne, logično je, da se ustavim. Isto, ko vidim, pač ne vem, ženska, ne vem, res lepa, pa objavi kakšen video in sem pač, wow, ženska je res lepa, a ne. Kdaj sem še valjda zakaj jaz ne moram biti taka, pa zakaj ne živim tam, pa zakaj nimam toliko pa toliko denarja, zakaj nimam onega avta, pa zakaj si to ne morem privoščiti. Ampak pol
sem še zmeraj na koncu dneva hvaležna za to, kar imam. Logično je, da se zgubiš, da pač kdaj še zmeraj hočeš nekaj, kar pač nimaš. Logično pač to je narava človeka. Ampak če se ti na koncu dneva zaveš, oziroma si vesel za to, kar imaš in si zadovoljen s tem, kar imaš, to je pač edino, kar je pomembno. To. So bila obdobja, ko si dvomila v vero. Nekaj si že omenila, ampak me zanima malo bolj konkretno. Kaj si takrat počela, zakaj si sama ocenila, da to ni bila tista vera, ki jo danes živiš? In kako si se s tem spopadala? A ti je pomagala družina, prijateljice, si šla k duhovniku, si rabila kakšno pomoč? Ja, jaz sem v srednji šoli, sem pač ful izgubila stik z vero, bila sem, ne vem, skozi sem žurala v zunaj, skozi sem hodila s kolegi ven. Po Birmi bi rekla torej. Po Birmi, ja. In pol sem tudi pač, ko sem začela nekako rasti na socialnih omrežjih, sem bila res ok, pač life mi gre ful dobro, ne, in sem čist pozabila na Boga, pač tako res čist, ok, ob nedeljah sem hodila k maši, ampak sploh nisem vedela, zakaj sem tam. In tudi, če sem iskrena, pač, ko sem prejela Sveto Birmo, jaz nisem vedela, kva dejansko sprejemam, ne, pač kaj je Sveti Duh. Jaz to se nisem zavedala in pač verjamem, da se večina folka ne. Ampak ja, in pol sem res tako, nekaj časa je bilo super, valjda, nekaj časa je bilo ful fajn. Ampak pol sem samo tako padla na svojo najnižjo točko življenja, oziroma takrat sem mislila, da pač je to najnižja, čeprav sem kakor sem rekla, prej sem se sam zasmilila sami sebi. In sem izgubila kolege, izgubila sem, ne vem, ful sem hejta začela dobivati. Res sem se počutila izgubljeno, nisem vedela, zakaj sploh sem na svetu, nisem vedela, kaj je moj namen, da sem na svetu, tako nič nisem vedela za naprej, za nazaj, kaj delam, pač kaj narobe z mano. Res sem bila insecure, pol skozi sem overthinkala o vsem, in sem bila, ok, pač jaz moram nekaj spremeniti. In sem pač takrat scrollala na TikToku, in pol sem samo tako dobila en video, tako nisem imela takrat verskih TikTokov, pač verskega For You pagea, in pa sem samo tako random dobila en verski TikTok, glede kako pač je eni punci spremenili življenje, ko je začela brati Sveto pismo, in sem bila ok, pač to ni šans, da pomaga, ker pač Sveto pismo bila zame tako predebela knjiga v lifeu, da jo bom jaz prebrala. In pol je bilo tako, da moja mami je ful tako, povej, kaj ti gre, ne, pač povej, kaj moraš slišati. In me je pač nadrla, da naj si že pač porihtam life, da to, da sem pač v sobi po cele dneve in da se jokam in da sem sam na telefonu, pač me ne bo nikamor pripeljalo. Tudi ocene so mi ful padle dol, res je bilo katastrofa takrat obdobje. In pa sem bila res ok, mogoče ima prav, pač valjda nisem tega povedala, ampak ja, mogoče ima prav. In pol sem vzela to Sveto pismo, to malo, ko smo dobili pri Birmi, in sem začela brati. Sem pač malo pogledala, kako začeti brati Sveto pismo, ker sem prvo začela od začetka in pač bilo res grozno, pač dolg čas mi je bilo, kaj jaz to berem. Pa sem pač res malo preiskala, kakšne metode, ki obstajajo za branje Svetega pisma, in sem začela pol tako brati. In res pač je, da sem mogla to ful časa delati, tudi molila sem tako, da nisem, jaz sem res skozi molila, ne vem, sveti angel, Gospa moja, pač te molitve. Pa takrat sem bila pa dobesedno sem se pogovarjala z Jezusom in sem se mu zjokala in sem ga nadrla in pač res sem pač kričala že skoraj. In mislim, da je takrat bil ta tako, da se je začel moj odnos dejansko z Bogom, da ga nisem imela kakor nekega mita, ki nam pripovedujejo, da pač hodimo na verouk zaradi tega, ker pač, da imajo starši še malo freja, ne, popoldne. Ampak sem dejansko ga imala kakor
dejanskega Boga in da pač mi stoji skozi ob strani, da dejansko je moj oče. In sem res vse izpovedala, tudi pač, čeprav vem, da že vse ve, kaj se mi je zgodilo, pa kaj se mi bo zgodilo, ampak sem mu vse izpovedala, šimfala sem vse ljudi, vse sem mu povedala. In takrat se je začel pač moj odnos z Bogom. In potem sem si naročila še novo svetopismo, da je res pač tako, da si lahko pišem poleg, da sem pol imela to motivacijo in pol se je začel. Ampak ja, mami je kriva. Me je nadrla. Zdaj, ko imaš tudi veliko sledilcev na družbenih omrežjih, veliko ljudi te pozna. Kaj bi rekla, kateri so največji stereotipi pri vernikih, ki jih želiš ti razbiti? To, da moraš biti popoln. Pač meni se zdi, da že pri svoji župniji, ko vidim, so te mladi, mislim, že ko smo bili otroci, so se vsi pred drugimi starši, pa pred župnikom, pa pred, ne vem, temi katehisti delali ful super, vse fino, fajn, pa ko smo se mi sami družili, so bili pa kakšni tudi res katastrofa. In pač takrat, ko moraš ti začeti fejkati, takrat pač pej raj stran od teh ljudi. Ker če te ne spremijo tazga, kakor si, pač niso dejansko kristjani. Ker kristjani pač moramo sprejeti, to nas uči pač Jezus, da moramo sprejeti tazga človeka, kakor pač je. In se mi zdi, da to, da pač moraš biti popoln, to tudi jaz sama pri sebi še delam na tem, ker se jaz res nimam za dobrega kristjana. Ali zaradi tega, ker sem skozi ja, ampak oni so pa taki, oni so pa res v redu. Jaz pa pač nisem tako, ne. Ampak mi vidimo druge življenja lihko minimalno, ne vem, kaj je v ozadju. To, pol kakšne te stvari, ki ne vem, jih cerkev podpira, pa ni nujno, da jih pač mi podpiramo, pač da jih jaz podpiram, ko sem kristjana, ne. Pač vsak kristjan ima drug pogled. In tudi to, ne vem, ko beremo nek odlomek od Svetega pisma, to sem ful na duhovnih vajah ugotovila. Beremo isti odlomek, ampak vsak nekaj drugega potegne ven, ne. Tako da tudi mnenja imamo kristjani še zmeraj različna in pač se tega moramo zavedati, da ne moramo samo zaradi tega, ker verujemo v istega Boga, biti vsi isti. Pač ni šans, vsi smo si različni, vsak si je različen med sabo. Pol tretja stvar, sem zdaj pozabila, kaj je. Ne vem, mogoče samo dve stvari. Se bom spomnila. Ja, tako da to. Jaz mislim, da je ta v popolnosti krasna, no. Ker se mi zdi, da veliko mladim to manjka. No. Ja. Ampak po eni strani si pa misliš, da si pa tudi niso sami krivi, ker so bili vrženi v ta svet, telefončki že hitro v rokah. Starejši so nam v bistvu prikazali oziroma hoteli dati tole popolnost. Ja. Ne. Mi pa smo to gledali. Ja, jaz se tudi to še zmeraj zdaj vidim pri teh starejših, ki so skozi tako, kaj si bodo pa drugi mislili, ne. Ti si, ne vem, tako oblečena, kaj si bodo drugi mislili. Nehaj se tako obnašati, ne bi to glasna, ne bi to na uno, zrihti se, ne imeti zdaj preveč make-upa, ja, malo make-upa si naredi, imajo drugo frizuro, ker kaj si bodo pa drugi mislili. Ta stavek gre meni toliko na živce, ker pač, what do you mean, kaj si bodo drugi mislili? Pač se živiš zase pa za Jezusa. Kaj? Pač, zakaj bi se jaz obremenjevala, kaj si drugi mislijo? Če bi se jaz obremenjevala, kaj si drugi mislijo, pa bi TikTok mogla nehati že ne vem koliko časa nazaj. Pač, res si moramo to zbiti iz glave, da se skozi hočemo samo pokazati ljudem najboljš. Ker pač nismo vsi, nobeni popoln. In pač čas je, da se začnemo kazati, kakor smo. In ne neka različica nas, ki pač živi sam za nedeljsko sveto mašo, pa ko prideš domov, si pač iz drug. Pač to moramo prekiniti. Ker je logično, da pa ne privlačimo novih ljudi v cerkev, če se delamo nekaj, kar pač nismo. To nas ni Jezus učil. In ja, to me zelo razjezi. Živimo za Jezusa, ne za ta sveta, ne? Ja, res je. In še zadnje vprašanje, kako vidiš svojo prihodnost? To je vedno tako, mogoče malo strašljivo vprašanje ali pa te kar stisne, ampak si še mlada in lahko vprašam. Pa še ali bo TikTok ostal pot, po kateri hodiš? TikTok bo, dokler ga ne bodo banali, ne, hecam se. Ja, mislim, ne bi delala socialnih omrežij
cel live zdaj, ni šans. Ampak imam zdaj toliko nekih možnosti in dejansko me socialna mreža še zmeraj veselijo, da dokler me bodo veselila in dokler bom videla nek point v tem, kar delam, bo valjda TikTok ostal in bo Instagram ostal. Ampak res ne vem, kje se vidim v prihodnosti, ker ne vem sploh, če sem na pravem faksu zdaj. To res pač ne vem za naprej. Tu sem imela ful zdaj tako oktobra, ko je bil faks, ko se je začel. Me je bilo ful strah in sem ful mogla moliti, da pač nisem se sam zjokala enkrat. Tako da res zdaj prepuščam Jezusu in probam zaupati njegovemu načrtu, čeprav mi ne gre, priznam, da najboljš, da mu zaupam. Ampak res ne vem, kje bi jaz hotela biti v prihodnosti, tako da bom res sam prepustila in bo, kar bo. Se še ne mudi. Ja. Tako, Neža, najlepša hvala za tvoj čas in zelo, zelo iskren pogovor in tvoj pogum, da si upala spregovoriti jasno in glasno. Kaj si misliš, a ne? Ja, hvala, da ste me imeli. Ja, še kdaj. Vi, dragi gledalci, poslušalci, hvala, ker ste bili z nami, da ste prišli do konca. Spremljajte nas tudi na naših družbenih omrežjih, Instagram, Facebook, TikTok in naš YouTube kanal. Pa se vidimo prihodnjič. Hvala!